Lep pozdrav, sem Martin Lipovšek iz Društva za vitalno podaljševanje življenja Slovenije in danes bom predstavil ekonomsko vrednost upravljanja staranja. Torej, v tem kratkem predavanju bom govoril o enem odmevnem članku, ki je preučil to, o čemer bo danes govora. Torej, dejansko sta bila objavljena dva članka poleti leta 2021, ampak oba sta bila zelo podobna. Tako da se bom osredotočil samo na prvega, tukaj je napisan kot drugi, Economic Value of Targeting Aging, ki je bil objavljen v reviji Nature, ki je zelo ugledna revija in je sestrska revija od revije Nature kot take, ki je ena izmed najbolj uglednih revij znanstvenih na svetu. Avtorji so Andrew J. Scott, Martin Ellison in David Sinclair. In David Sinclair je tudi eden izmed najpomembnejših znanstvenikov za dolgoživost na svetu. Prve dva sta pa ekonomista in sociologa, kakor vem. Torej, glavno odkritje je to, ker so ga avtorji tudi že napisali kar v povzetku članka, in če ga tukaj preberem, ker je zelo signifikantno, pokazali smo, da je upočasnitev staranja, ki podaljša zdravo semestr pričakovano življenjsko dobo za 1 leto, vredna 38 bilijonov ameriških dolarjev, za 10 let pa 367 bilijonov ameriških dolarjev. Tukaj meni govorijo o trillions of dollars po angleško. Tukaj sem pa dal še številke, koliko ničel to zgleda. No, tukaj ne opozorim, da pač to ni bil izračun, koliko bi ekonomija pridobila s tem, ampak koliko bi bila ta dodatna življenjska doba vredna, v smislu, koliko bi ljudje sami cenili to življenjsko dobo in verjetno preneseno tudi, koliko bi bili pripravljeni plačati za to, da bi se to uresničilo. Torej, in v nadaljevanju predavanja bom pa predstavil še druge izsledke iz članka, ki podkrepijo te trditve, ki so zelo fascinantne. Skratka, avtorji so pokazali tudi, da je stiskanje obolevnosti, to je nek tak, mogoče najbolj posrečen prevod, ampak gre se za to, da se stisne obdobje v življenju, ko so ljudje stari in bolni, da se ta čas bolezni stisne, da so torej čim večje trajanje življenja, da je zdravo. In so pokazali, da je to, da se izboljša zdravje, torej stiska obolevnosti, da je to dragocenejše od dodatnih let življenja, ki so pa bolne. To pomeni, ljudje bolj cenijo svoje zdravje kot dodatna bolana leta. Potem so dokazali tudi o tem, ne bom kaj veliko nadaljevanje govoril, ampak tudi en manjši del članka je to, ko so zaračunali, da je bolj ekonomsko smiselno izkoreniniti oziroma se boriti proti staranju samemu, ne proti vsemi bolezni staranja. In pa ena zelo zanimiva ugotovitev, ki mislim, da še niso dosti razložili v tvojem članku in upam, da bodo tudi prihodnje še kaj bolj, je pa to, da pač, ker se dogaja napredek pri izboljševanju staranja, torej da je staranje čim manjše in čim manj bolezni, da je večja je vrednost nadaljnjih izboljšav. In avtorji govorijo o tem tako imenovanem virtuous circle, to pomeni krepostnem krogu. V smislu, da pač več, ko je napredka pri dolgoživosti, še več napredka lahko to prinese, oziroma še na drugačen način bom kasneje formuliral to. No, zdaj pa par utrinkov iz uvoda. Najprej avtorji definirajo na začetku, kaj se dogaja na področju dolgoživosti na hitro in govorijo, da so pač kronične nenalezljive bolezni, ki so posledica staranja, en od glavnih razlogov za smrt v razvitem svetu, naprimer za 72,3% smrti v Združenih državah so bolezni povezane s staranjem krive, oziroma nekatere tudi ostale kronične nalezljive bolezni. Potem pa grejo kar že na svojo metodologijo in pravijo, da pač uporabljajo koncept vrednosti statističnega življenja, value of statistical life,
in tako ocenijo, koliko je življenje človeka vredno. No, in interakcije, tukaj pa še enkrat med temi odločitvami, to še enkrat poudarjajo, je, da se zgodi tak krepkostni trg, torej, da bolj kot je uspešna družba pri izboljšanju našega staranja, večja gospodarska vrednost nadaljnjih izboljšav. O tem bom pač par besed kasneje rekel, ampak skratka, zapamemo zdaj ta prvi koncept, Value of Statistical Life. No in zdaj pa gremo kar na metodologijo članka, ki jo avtorji predstavijo v nadaljevanju. Torej, študija preučuje, koliko se ljudje pripravljeni plačati, da bi živeli dlje ali bili bolj zdravi. To meri tako imenovani willingness to pay, oziroma pripravljenost posameznika, da plača. In ta willingness to pay je povezana z Value of Statistical Life, to pomeni z vrednostjo statističnega življenja, ki ga in to vrednost dolgoživostne intervencije povečujejo, medtem ko staranje ga pa znižuje. In tukaj vidimo, da je pač oteženost možnosti preživetja in tako naprej. Skratka, to so ekonomsko modelirali to vrednost statističnega življenja, da se pač kako gre s ceno tega življenja in temu primerno se pa odziva pripravljenost plačati za podaljšanje življenja. No in potem so avtorji naredili 4 osnovne scenarije, ki bom zdaj na kratko predstavil. In dejansko so te 4 scenarije tudi preračunali, imamo prav tabele z izračuni, koliko je willingness to pay ljudi, ki so mlajši za podaljševanje življenja, koliko je willingness to pay ljudi, ki so v srednjih letih, takrat, ko so starejši. In skratka, kar kompleksne tabele, in jaz se nisem zdaj spustil v podrobnosti, ampak tukaj bom predstavil nekaj glavnih teh ugotovitev. Torej, ta prvi primer je Strudelburg case iz Gullivých potovanj, kjer so prebivalci, kako vidimo na sliki, so nesmrtni, ampak se starajo. In to pomeni, da so pa že vsi izjemno stari in tudi izjemno bolni v bolečinah in tako naprej. In to pomeni, da se razmerje med zdravimi življenjskimi leti in življenjem na splošno se poslabšuje. In avtorji dokazujejo, da je pripravljenost plačati za dodatna leta življenja vedno manjša, daljše kot je življenje. Je nekako smiselno, da pač do časa, ko živimo, pa če se kvaliteta življenja manjša, manj bi bili ljudje pripravljeni plačati za ta dodatna leta. No, potem drugi primer je podaljševanje zdravja, oziroma Dorian Gray case, kjer življenje ostane fiksno, to meni živimo, 90 let recimo, no, točno številko se ne spomnim točno, kako so napisali avtorji, ampak skratka, povprečna življenjska doba, medtem ko je pa veliko del časa trajanje zdravja. In to je to compression of morbidity, stiskanje obolevnosti. In ljudje malo rajši ta scenarij so ugotovili in bi več plačali za dodatna zdrava leta. No, tretji primer je upočasnjevanje staranja. Ta primer je tako imenovan Peter Pan primer in je dejansko primer sočasno izboljšanje zdravja in umrljivosti. In to je ta nekako en od klasičnih primerov, ki jih poznamo pod poimenovanjem podaljševanje življenja ali pa life extension. In pri temu gre stvar o tem, da pač se dodajajo dodatna leta in ta dodatna leta so tudi bolj zdrava, oziroma to zdravje tudi počasneje peša. In iz tukaj, če se ne motim, so avtorji tudi tisto začetno številko dobili, da za dodatno zdravo leto, koliko bi ljudje pripravljeni plačati. Recimo, da se to zdravo leto pojavi sredi življenja. Zdaj, zanimivo je to, da avtorji trdijo, da se pripravljenost plačati za upočasnjevanje staranja starosti povečuje. Torej, starejši, ki smo, več smo pripravljeni plačati, zato da se nam podaljša čas in kvaliteta našega življenja. Istočasno. Torej, vrednost odložitve staranja dejansko narašča s povprečno starostjo družbe. In to je tudi ena od teh razlag,
zakaj so dolgoživostne tehnologije pol vedno bolj dragocene. Ker naprimer, ko družba dobi neke tehnologije za podaljševanje življenja, potem se družba postara in ko se postara, bo še bolj začela ceniti te tehnologije podaljševanja življenja in je pripravljena plačati še več za njih. In to je ta krepostni krog, da se cena te znanosti in teh tehnologij vedno bolj večja. No, pa četrti primer je pa pomlajevanje. V tem primeru tudi avtorji na kratko pišejo, ampak dejansko, ko sem jaz bral članek, se mi je zdelo, da je nekako premalo o tem napisanega. Dejansko je članek dolg okoli 8 strani, ampak jaz mislim, da je bilo komot iz tega narejena cela knjiga ali pa cel doktorat. Mogoče celo še več, poleg ekonomskega, še kakšen sociološki. Skratka, ta primer se bolj dotaknil, čeprav se mi zdi eden od zelo pomembnih za nas, ki se ukvarjamo s podaljševanjem življenja, ker razumemo, da pač ni samo stvar o tem, da bi upočasnjeval proces staranja, ampak tudi, da se pomlajujemo, da regeneriramo telo, da pač popravimo zdravje, kjer je že načeto in tako naprej. Torej, Wolverine case, po Wolverinu, kot ga vsi poznamo, je pa pač to, da se, kot se piše, biološka ura se popravi oziroma pač se zavrti nazaj. Tukaj so avtorji predpostavili enkratni poseg pri starosti 65 let, ki previje biološko uro nazaj na določeno starost. Ampak tukaj bi lahko še veliko več drugih scenarijev naredili in bolj v detajle šli modelirati. In pripravljenost plačati je po trditvah avtorjev večja v primeru v prejšnjem primeru pri mlajših ljudeh, ker pa so mlajši in je njihovo zdravje še dosti dobro in zaradi tega bi raje, da se bi počasneje starali. Medtem pa pri starejših ljudeh je pa pripravljenost plačati večja v tem četrtem primeru Wolverine. No, in še kratek zaključek. Skratka, avtorji zaključujejo, da je bistveno med drugim to ugotovitev, da je pač upočasnjevanje staranja vodi do krepostnega kroga in s tem upočasnitev staranja poveča povpraševanju po nadaljnjem upočasnjevanju staranja. In to tudi govori, oziroma to je en tak močen argument v prid ideji Uber de Greja, ki govori o tej tako imenovani vojni proti staranju. In vojna proti staranju pomeni, da pač se cela družba mobilizira in dela z, ko bi rekel, čim hitreje in čim bolj učinkovito, da se biološko staranje neha in da se zna, da družba zna regenerirati popolnoma človeško telo. In ta zaključek ravno govori o tej ideji Uber de Greja v prid. Torej, če se res pojavi tehnologija, ki bo znala podaljševati življenje, bo pa ta tehnologija pridobila na vrednosti, ko bo enkrat uporabljena in zaradi tega se bo napredek dogajal vedno hitreje. Potem pa avtorji tudi pravijo, da je bolje v zaključku, kot rečeno, raziskovati samo dolgoživost, ne posamezna zdravljenja namenjena specifičnim boleznim, ker tudi pri njih pa ni tega krepostnega kroga. In kot zadnjo ugotovitev pravijo, da je pač v tej tehnologiji ogromen potencial, ampak zelo pomembno pa je, da se zagotovi čim širši dostop do teh tehnologij dolgoživosti, če hočemo resničiti polno korist teh družbenih pridobitev. Torej, to je tudi ena stvar, ki jo mi kot aktivisti na tem področju lahko poudarjamo, je, da se pojavi neki družbeni interes in celo neke vrste pritisk, da se te tehnologije, ki se razvije, čim prej omogoči čim večjemu številu ljudi, ker na tak način bo tudi tehnologija še hitreje napredovala in bila etično razdeljena vsem. Tako da hvala lepa za to kratko predavanje in vsem lep dan. Hvala.